Spoštovano televizijsko občinstvo, prijazno vas pozdravljam v drugem delu oddaje Nostalgija na televiziji Arena. Naš gost je ponovno Peter Ambrož, cenjeni slovenski pevec, ki bo predstavil pevsko pot svoje sestre Berte Ambrož, vrhunske slovenske popevkarice, ki se je v zgodovino slovenske popevke zapisala z zlatimi črkami. Žal Berta ni več med nami, umrla je julija leta 2003 v 59. letu starosti. Uvodoma si oglejmo dva glasbena posnetka Berte Ambrož, Luči Ljubljane in Mali vragec v očeh. Obe pesmi sta iz slovenske popevke 1965. Režijo prosim za glasbena posnetka. Dobro vem, da za tvojimi vekami prebiva, čeprav si skrit, pa večkrat pokazal se mi je že. Mali vragec iz oči včasih me za hip pogleda in takoj izgine kot list. Mali vragec v očeh zmeraj se drži na smeh, pa nikoli ne poveš mi zakaj. Kaj pa v tvojih očeh pred menoj se zmeraj skriva? Mali vragec v očeh in drži se na smeh. Zdi se mi, da se smeje meni, morda pa se smeje tebi, morda se smeji obema, kdo ve. Ponovno lepo pozdravljeni, spoštovani gospod Peter Ambrož. Dobar dan. Pozdravljeni. V drugem delu oddaje se bomo spomnili vaše sestre Berte Ambrož, vrhunske pevke zabavne glasbe, ki je v sredini 60. let prejšnjega stoletja na pevskem nebu zasijala kot meteor. Gospod Ambrož, vaša sestra Berta sprva ni kazala pevskih ambicij,
Bila je talentirana mlada deklica, sprva je telovadila in plesala balet. Toda kmalu se je zgodil preobrat. Nenadoma jo je pritegnilo petje in vpisala se je v glasbeno šolo. Povejte nam, prosim, kako se vi spominjate njenih glasbenih začetkov, njenega šolanja, kdo se jo je učil petja? Geni te ne zapustijo. Če imaš te gene, kot jih je ona podedvala po očetu, tako kot jaz, je to logičen zaključek. In ko je bila dovolj stara, je šla k isti pedagoginji kot jaz in tako začela najprej. Z glasbeno šolo, potem pa kmalu s popevkami in to udarno, kar takoj najuriš. In kaj pa prvi Berdin nastop, kako se ga spominjate? Zanima me tudi, kdo iz Radia Ljubljana je bil prvi, ki je opazil Berdo, recimo z izjemno značilnim glasom in pa seveda izjemno glasbeno interpretacijo. Eden prvih je bil Franci Puhar, pozavnist plesnega orkestra Rajskega. Iz Kranja, ne? Ja, Naklo, tam nekje. Aha. In z njim je tudi pela eno od Ella Fitzgerald, eno od tako kar udarne, težke pesmi in jasno, šlo je naprej. In vmes, ko je začela prepevati, da tako rečem, tudi popevke že, je vmes še hodila v glasbeno šolo? Ja, redno. Ker učila se pa je ona v glasbeni šoli klavirju hodila? Ne. Mogoče eno leto, tako kot jaz, ja. premalo. Ja. Petje je dobila in redno in vestno. Kdo je pa njo potem učil prepevati? Profesor Majdičeva. To se pravi, je imela isto ja. mentorico, isto vrhunsko učiteljico, tako kot ste jo imeli vi, je imela tudi ona. Mogoče bi še to rekla, pravzaprav v Kranju sta bile še dve pevki, ne, ki sta nekako v enakem obdobju začeli kot Berda Ambrož. Se mi zdi, da je bila to Sonja Gaberšček in Metka Štok. Tako. In so nekako se je govorilo, da je to nekako triperesna deteljica nekako iz Kranja, ki zastopa gorenjske barve. Ne. Kako se spominjate recimo teh deklet, da tako rečem? So to skupaj prepevale v Kranju? Ja, tudi dostkrat, najbrž hkrati, ker so bile pravzaprav ista generacija. Ista generacija, ja. Kaj vem, meni se je zdela Berta le bolj eksplozivna. Eksplozivna. Se pravi tudi po značaju, ja. Ne značaj, je bila pa... Je bila zadržana. Zadržana. Aha. Se pravi, Metka Štok... Tudi zaradi tega je nehala. Zato je nehala. Vem, bova o tem rekla kakšno na koncu. Imam pripravljeno vprašanje, ampak o tem se bova na koncu pogovarjala. To se pravi, da sta bile Metka Štok pa Sonja Gaberšček bolj, bi rekli, temperamentni, da tako rečem, bolj drugačni. Ja. V tem smislu. Meta, recimo Štokova je šla, je pela ne vem koliko časa v Slonu, ne v Baru. V Slonu, ja. Sonja je nadaljevala kariero še potem. Z narodno-zabavnim ansamblom. Je šla k narodnim, ja, seveda. Uspešno, vsaka po svoje. No, ampak mi dva bova zdaj imela fokus vseeno na Berdo, ampak omenila pa sva ti dve kolegici, ne. Sploh o Sonji Gaberšček ne slišimo nikoli več, kot da je nikoli ni bilo, kar me zelo žalosti. Ja. Celo v radijskih programih redko kdaj slišim. Na tem smo vsi počasi odhajamo. Že samo se mi pa le zdi, da bi morali negovati slovensko popevko, slovensko klasično popevko in pa slovenske glasbenike in tako naprej. A veste, čim se ta muzika ne predvaja, čim ni to uravnoteženo, sčasoma mlade generacije ne bodo več vedele, ne, za te popevkarje v tem kontekstu, sem mislil. Meni gre samo za uravnoteženost, nič za kaj drugega, ne. Je pa seveda nostalgija po teh popevkah, kajti to je bila res izjemno kvalitetna glasba. Vi kot profesionalni glasbenik, pevec se boste pa strinjali z menoj. Je tako? Da. Časi so
popolnoma drugačni. drugi. Ja. In včasih si bil res odvisen od tega, koliko te radio predvaja. Pa več kot so te dajali gor, bolj si bil popularen, seveda. Zagotovo. Zdaj pa dobiš na YouTubu kjerkoli, karkoli poslušaš in če si fan enega Alfija Nipiča, ga boš v vseh izvedbah dobil, naprimer. Ali pa Marjana Držaj, ki je bila Ker je YouTube vrhunska. znal poskrbeti za zgodovino domače, se pravi slovenske in nasploh svetovne Tudi, glasbe. recimo, ja. Ker je to bogata glasbena in tudi siceršnja kulturna dediščina in bogato arhivsko gradivo. Ampak o Berti se pogovarjava, poglejte, kaj hitro so sledila prva povabila na takratni Radio Ljubljana, kjer je Berta v znamenitem radijskem studiu 14 posnila prve popevke. Kolikor vem, je bil njen mentor prvi Jože Privšek, prvi in edini in najboljši. In vidite, potem je prav, da sem mu dal oznako vrhunski glasbenik, aranžer, izjemen Komponist. gospod. Sem imel srečo, da sem ga dobro poznal in tudi spoznal. Skratka, zato ne čudi, da je potem gospod Privšek dal Berti možnost in ji že leta 1965 zaupal, mislim, da kar zelo zahtevno skladbo, zahtevno popevko, Kar nekaj. Luči Ljubljane. Kar nekaj jih je napisal. Jaz bi šel za na Berto. Fokus leta 65, recimo Luči Ljubljane, ki jo bomo pol v nadaljevanju videli, ki jo Berta res z velikim uspehom zapela na slovenski popevki leta 1965. Moje vprašanje za vas je pa naslednje. Se mogoče spominjate, kaj vam je Berta povedala o prvem nastopu na slovenski popevki, kako je vse to doživljala? Vendarle je bila mlada, ona je imela takrat 21 let in tako, takrat je popevka že bila koliko, 3 leta in tako naprej. Je nekaj popevcev bilo že pred njo in to, a imela tremo, tako, kako Pa se ne spomnite? vem, če je imela veliko treme, ker je bila korajžna punca. Je bila zelo samozavestna. V bistvu, ko je, za kar se je odločila, Ona je to je trdno veljalo, ostala da... za tem. Ja, tako. Odlično. Tako dosti samozavesten nastop, mislim, v tem času zelo v redu. To se pravi, takoj na začetku Takoj. zavedala se je, da je kvalitetna pevka, dobra pevka. Vrelo je iz nje ven, imela je tudi ta glas. No, vidite, Dobro. ne, Dobro je izjemno, pela. izjemno petje. Jaz jo, ko menjate YouTube in tudi, pogledajte, jaz imam ploščo, sem celo prinesel s seboj, tule vidimo ploščo Berde Ambrož. Leta 2007 je ta plošča išla posthumno pri založbi kaset in plošč Radio Televizije Ljubljana. Tako da sem zelo vesel, jo včasih predvajam doma na predvajalniku ali pa si jo pogledam posnetke na YouTubu, ki ga takole omenjavam. Greva mi dva dalje. Jaz bi se ustavil še pri letu 1965. Berto so zelo zgodaj že povabili v Opatijo, kjer se je ostri konkurenci uvrstila v finalni večer, zapela je Kovačičevo popevko, pesem Zapoj mi nocoj in navdušila glasbeno občinstvo. Zanima me, ste jo spremljali na festivalih v Opatiji in na slovenski popevki? To me pa zanima. Je tudi mama mogoče kdaj šla ali pa kdo od bratov? Nikoli nihče. Ne. Kdaj pa kdaj je brat šel z njo, jak je imela kakšen tak celovečerni nastop, recimo na plesu. Drugač pa ne, sama, samostojna in je šla. Korajžna, kot korajžna. je pokazala. Točno tako. Ja. Ampak me pa nekaj drugega še zanima. Glede na to, da ste bili tudi vi na pevski sceni, pa še starejši brat, ne, recimo, vas je Berta, ne glede na to, da je bila tako zelo samozavestna, vas je kdaj prosila za kakšen nasvet? Ali pa bom tako vas vprašal, kako je potekala vajna komunikacija? Sta se dobro razumela? Absolutno, zelo dobro. Ja, včasih si mi pomagal seveda z nasveti, kar je bilo možno.
s tekstom pod note napisom tako slovensko. Ne, ona je, če je pela kakšno tujo, je vladala v angleščini, prevod sva pa skupaj dala noter, tako da je bilo, nisem podpisala. Ste to delala zelo študiozno? Ja, seveda. Ja, Škoda je, da sva prišla do rezultata. Ne? Do rezultata. Ker v bistvu je Berda posnela kar nekaj tujih skladb, tudi na tej plošči, recimo, prevedenih. Je recimo iz tega znamenitega filma Goldfinger. Poglejte, leta 1964 je Goldfinger išel ven, da tako rečem, film, velika uspešnica, svetovna filmska uspešnica. Berda je recimo v slovenskem jeziku leta 1965 to pesem zapela. Ne? Seveda, tudi pevka te pesmi Goldfinger je bila ena najboljših takrat. Najboljših? Shirley Bassey, ne? Shirley Bassey, krasna pevka. Meni ena najboljših. Najboljših. Žal so tudi njej prišla leta do živega. Do živega? Gospa še prepeva, spremljate njeno pot? Ne, samo to vem, da je starejša, ne, od mene. To se pravi, da prav veliko tudi ne more več. Ne more, seveda. No, ampak kakorkoli, ko gledava spet, če se vračam nazaj na Berdo, se pravzaprav, recimo takrat je bil to Goldfinger, potem je bilo pa še cel kup ameriških popevk. Bye Blue. Bye Blue, ta je čudovita. Ja. Je tudi na plošči, mimogrede. Če nadaljujeva, pogledajte, leta 1966 je Berda nastopila na Slovenski popevki in se izjemno izkazala s pesmijo Jokala bom brez solz. Privškova. Ja, Privškova. V Opatiji pa je zapela dve pesmi, Odtrgala bom zelen list in pesem Kadar pride dež. Vse tri pesmi so doživele velik uspeh in Berda je postala med poslušalci vse bolj priljubljena. Pa me zanima, kako je Berda sprejemala to svojo priljubljenost. Se je zavedala, a veste, tako mlad človek, je bilo to veliko do tega ali ne, kako se je spoprijela s tem uspehom? To me pa res zanima. Je o tem govorila, ali je bila zadržana? Ni. Kar se tega tiče, je bila zadržana. Jasno, da ji je bilo všeč, ker kdo pa ni rad pohvaljen, če nekaj dela. Zagotovo. To je, drugače pa, da bi se izpostavljala, se pa ni. Ampak poglejte, ne bi pustila službe za nič na svet. Za nič na svetu. Ampak Kranj je recimo majhno mesto. No. Saj takrat je bilo zdaj dobro. V današnjih časih je to večje mesto. So jo ljudje tako ustavljali. Poglejte, medijsko je bila zelo prepoznavna, takrat je bila že televizija. Ne? Kranj je res majhno mesto. So jo ustavljali tako na cesti. Kako se je odzivala? Je bila vesela? Se ni hodila preveč. Se ni izpostavljala tako, da bi v javnosti se kazala. To pravi služba domov. Služba domov, glasbena šola domov, nastop domov. Ja. Zanimivo. Po teh sprejemih se ni valala. Se ni, tako kot mogoče nekatere njene kolegice. Takrat je bilo tega manj. Je bilo manj, ja. Ampak pogledajte, leto 1966, potem v Opatiji, pa ni bilo kar tako. Berda je bila v Opatiji leta 1966 izbrana, da zastopa celotno Jugoslavijo na velikem evrovizijskem festivalu v Luksemburgu. Zapela je Sepetovo Brez besed. To je bilo v Beogradu. Ja, vem, se to hočem vam povedati. Ja, to bi itak še nadaljeval. Jaz vem, da je bilo to v Beogradu, v domu sindikatov, je bilo to leta 1966, ampak takrat leta 1966 je bilo tako, dobro je, prišla je iz Slovenije in tako naprej, zdaj koliko je bila poznana v Beogradu tej publiki, ne vem, ampak pogledajte, jaz sem v medijih recimo zasledil, da je bil glavni favorit takrat Đorđe Marjanović, te publike in tako naprej, beograjske publike, če tako lahko rečem. In menda
se ta publika, takrat leta 1966, govorimo v dvorani not, ni strinjala in so menda celo glasno žvižgali. Je to Ur res? nebes je bil. To je bilo tako, Kako je to bilo? To je bilo Dajte malo tako pisati. težko to gledati. To ste pa bili vi v Beogradu? Ne, doma smo spremljali po televiziji. Aha, in se je to slišalo In niso nehali protestirati, ker Đorđe ni zmagal. Zmagal pa ni zaradi tega, ker so se že takrat med seboj republike cufale, kdo bo boljši. Seveda, ker je Pa kdo naj vsaka gre. republika je takrat poslala svojega pevca. ne? Ali celo dva, ne vem. Aha, Ja, in oni so se med seboj pa so dajali glasove. Nekom pač, kot ta je outsider, ta ne bo. ja. Ampak Ampak Bertina je bila pa toliko močna, da so dali nje in je Ja. zmagala. In so In je žvižgali, zmagala. tako da jo je. potem je to res. Seveda, Ja. Orlevič jo je prenesel gor na oder. Tako mehko. Ja. Luštna. In je, drobcena. tam so žvižgali, orkester začne igrati in Berta začne peti in poje med tistim rjutjem v dvorani in so Jo. počasi utihnili in je In je ona lepo to odpela. odpela do konca. Že, ampak potem, dobro je, bila je nesporna zmagovalka v Beogradu, šla je na Eurovizijo in tako naprej, ampak vseeno post festum, ne. A veste, ko luči ugasnejo, ko se vse konča, kaj vam je potem doma pripovedovala, jo je to kaj prizadelo, ali ne? Niti ne. Niti ne. Niti ne. Ne vem, taka pa takrat ne. To je kasneje, ko je marsikaj prizadelo, ampak Razumem. takrat ne. Prišla je domov in se je začela pripravljati za Luksemburg. Za In Luksemburg, uspela ja. tudi tam. In tudi tam zelo uspela. Ja. Spoštovano televizijsko občinstvo, in zdaj vas povabimo, da si ogledamo originalni posnetek Bertinega nastopa na Evroviziji leta 1966. Režijo prosim za televizijski posnetek. Bien entendu, c'est une chanson d'amour. Brez besed bova našla se nekje, z roko v roki šla naprej, ko da mnogoletni mimo. Brez besed, brez vprašanj in brez laži, bova našla košček sanj, ki živijo v dnu srca vse dni. Drugi jaz, lepi poznaš, ale ti vezan, za hip odiva spet to, kar sva, brez besed, brez laži, vdano in brez besed. Bova z jutrom se razšla, z večno željo, da še kdaj bi nekje v hiši sanj si našla svoj pristan. Vzemi moj drugi jaz, le ti poznaš, ale ti vezan, za hip odiva spet to, kar sva, brez besed, brez laži, vdano in brez besed. Bova z jutrom se razšla, z večno željo, da še kdaj bi nekje v hiši sanj si našla svoj pristan. Gospod Amberoš, mi pa z našim pogovorom nadaljujemo.
je recimo pol, ko je bil festival končan. To je nekaj tako velikega bilo, da tako rečem. Kaj je potem Berta vam doma pripovedovala po Evroviziji? Kako je Berta pravzaprav doživela ta nastop? Jaz si predstavljam, da je bila luštna, kakor je bila, ne? Drobcena in tudi izjemno očedna in tako naprej, vrhunska pevka. Kako je ta nastop tam doživela, ta visok plasma? Kaj vam je pripovedovala, ko je prišla nazaj v Kranj domov? Spomnil sem se zdaj recimo, No, kako je ostala, hotela iti na sceno, na oder, počasi je vedela, kdaj je na vrsti in ni mogla iz garderobe, nekdo jo je zaklenil. Kako je pa to mogoče? Zaklenjena bila v garderobi. To pa prvič slišim. Ja, in je prestavila stol in vrata so imela še nad steklen, tako kot okno nad vrati je bilo. Aha. In je na stolu vstopila in je ven čakala, bo kdo men prišel. In je prišel In je prišel in je rekla, da jo naj odklene, ne. In jo je odklenila in je prišla normalno tja. Mislim, pa zapela. A to se je pomotoma zgodilo? Bog ve, če ne. Mogoče kdo mislil, da je ta zadnji pa zaklenil, ampak zanimivo, ne. To je pa malo neverjetna stresno. anekdota. Mislim, to je No, naprimer, izjemno stresno. to je povedala, ne. Ja, eno od zgodbic. To je pa zelo neprijetna zadeva. Ampak znedljiva kot je bila, Ja, reševati moraš situacijo, ne moraš kako. reševati situacijo. Ne upam si pa predstavljati, če bi ostala not zaklenjena, kaj bi se zgodilo. Jaz tudi ne, Ja. to pa res ne. Kako je pa, a je mogoče tudi povedala, kako je pa publika sicer tam v dvorani sprejela? Se mi zdi, da to je mogla biti izjemno, bova rekla, zanimiva publika v dvorani, gala publika, da tako rečem. Kako je pa to opisala, kako so jo sprejeli? Mislim, a veste, Ja. kako je začutila to publiko iz dvorane? Dobro je, kamere so ena zgodba, ampak ta simbioza, veste, ki vi začutite kot nastopajoči publiko, to me zanima, če je o tem kaj govorila. Mislim, da je bila uspešna. Namreč dobila je tudi kar nekaj ponudb. No, Da se bi to- šla recimo, ne vem, je bil Luksemburg tudi vmes, Portugalska, pa ne vem kje, da bi gori rekla, ne, Slovenije ne bom zapustila, takrat je bila še Jugoslavija. Razumem, ja. To se pravi, če bi pa želela, bi se lahko odločila. seveda, konkretne Ja. ponudbe. Pa zakaj se pa ni odločila? V bistvu imela tako rada Slovenijo, Ne, ni domačkere in to ji ni bilo do hotela tega. iti, ne, se ji še službe ni pustila. Je ostala zvesta svoji službi. Službi. Kako so se pa, oprostite, kako so se pa odzivali poslušalci? A veste, prišla je domov s takim uspehom, visoko 7. mesto. Jaz se mislim, da je Koliko bila so še ljudje boljša. pisali? Dobro. Mislim, da si je delila celo z nekom peto mesto. Celo 5. mesto. No, Mislim, ampak no, kar povejte, ja, kasnejši podatki pričajo drugače o Drugače, zadevi. ja, ampak- Hvala lepa za ta podatek. moram domače, pa ni. Ne, Z njo zakaj pa vred ne? smo pospravili tudi to. Vem, če govorimo o zgodovini, ne, je zelo fino, da poznamo ta historija, da tako rečem. No, sicer pa so uradni podatki, da se. Seveda, zagotovo. No, ampak oboževalci so pa zagotovo pisali potem. Je odgovarjala na pismo oboževalcem, kako se je odzivala, a je bila v tem duhu zadržana. Tu pa je bila zadržana. Aha. Tle pa tako ni pustila, samo nastop, konec. Ampak zanimivo, poglejte, se mi pa zdi pri vsej zadevi ta stvar, tako mlad človek, ne, kot je bila, da je bila v bistvu tako principialna, tako striktna, ne, bi človek pričakoval dekletom na tam 24, koliko, 25, ne, manj, Ne, toliko. 22, do 23 takrat. let bi, Tam je že zaključila. ja, bi človek pričakoval, a veste, da se drugače odziva, ne. Ja. Takšna je bila in mislim, Tako.
se mi zdi prav, Se je tudi Mateja Svet pri 23, pri katerih letih? Ja, je končala. Končala. In Nič več. se je tako odločila. In Berta ni tudi, bilo je končala, šans. ni nič več. So jo vabili, pa ne. Mediji so vabili, Ja. marsikdo jo je povabil Ja. in se ni odzvala. Ja. Ampak poglejte, gospod Ambrož, Berta je delala naprej, nastopala na festivalih, na koncertih, snemala je za Radio-televizijo Ljubljana. Kolikor vem, je bila tudi v uredni službi, ki ni bila povezana z glasbo. Kako je usklajevala službo in glasbo? Najbrž so ji šli v službi na roke, da se lahko udeleževala festivalov, nastopov, snemanj. Kako je to usklajevala? Ker to je po mojem moglo biti kar težko, ne? Popoldan v prostem času, razen če je bilo treba vzeti dopust, da je bilo kakšen dan več. Drugače pa Se pravi, služba prva, potem pa služba prva. Kako so se pa Potem pa tako v nastopi. službi odzivali, so bili ponosni? Mislim, verjetno, da imaš eno tako sodelavko, eno tako znano, Ja, slavno vsak njen je bil osebnost tudi in tam to. v službi, najn. Tako. Aha, sta skupaj delala in tako. Skratka, najprej je bila služba, redna služba, Pa snemanja, družba. potem pa družba, kot pravimo. Zelo zanimivo. Ampak zdi se mi res to interesantno, kako ta njen odnos, ta njena principijelnost, takšna je bila in takšna Ne, to je si pa ni ostala. dovolila vzeti. Si ni dovolila vzeti. Ne. Je tudi pokazala ta ponos najbrž in to svoje dostojanstvo. Je, to pa je. In to je pravilno. In se pravzaprav tudi ni ozirala, vsaj na ven, ne na druge, nič. Verjetno je pa v sebi not pa kuhala. Veliko tega in nikomur ni zaupala, je držala Ni zase. tudi domačim ni zaupala in mislim, da je tudi zaradi tega kap. To veliko pove, ja. Spoštovano televizijsko občinstvo, spet je čas za glasbeni predah. Naj nam zdaj zapoje Berta Ambrož, najprej jo bomo videli in slišali v TV posnetku. To je Ladja brez krmarja in pa druga, Moja mala baby. Bi pa mogoče povedal o teh dveh skladbah. Namreč, ko sem si jaz ogledoval ta posnetka, sem opazil, da je pravzaprav Ladja brez krmarja posneta tudi nekje, bi rekel, 67. ali 68. leta in boste videli, kako je pravzaprav ta Ladja brez krmarja posneta v središču Kranja. Obenem boste videli, kako je pravzaprav Kranj izgledal in človek je fasciniran, ko vidi Kranj in Berto Ambrož je res izjemno srčno in luštno, da tako rečem. Druga skladba je pa posneta, tudi takrat sem prepoznal, v idilični vasici v Preddvoru, res v zelo lepem okolju, to je pravzaprav v bližini grada Hrib. Prav vidi se jezero Črnava, v ozadju je potem zrasel hotel Bor. Potem takem sklepam, da je to res moglo biti leta 68-69, kajti leta 1970 je že zrasel potem ta hotel Bor. To povem kot zanimivost. Režijo televizije Arena prosim za ta res interesantna televizijska posnetka. Ne sprašuj me, kaj je to, zapleši s mano na okrog. In če nisi bukov ali hrastov, ampak izpod mehkega lesa, hitro zdajle se zavrti z mano še, le hitro še, les po zadnji vodi še, les po moji volji še. Tole kot piratska barka, umani zlata pijana, roke si upiraj v boke, dela z mano zanke in loke. Ti pirati, jaz piratka, še, urja piha, še, ladja se nagiba, še, to je nevihta, še. Hitro, 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 hitreje, naši ladji se mudi. Na drugo stran sveta, tja, kjer je to.
da beži z mano naokrog. In če nisi bukov ali hrastov, ampak iz bolj mehkega lesa, hitro zdajle se zavrti z mano, šek, le, hitro, šek, šek, gori doli naokoli, šek. To je kot ladja brez grmaja, dobre kot piratska barka, ruma in zlata pijana, roke ti ubiraj boke, delaj z mano zanke in loke. Ti pirat in jaz piratka, šek, se vozi baba, šek, tam so priplesala, šek, les pozadi modi, šek. Šek, se vozi baba, šek, tam so priplesala, šek, les pozadi modi, šek. Moja mala baby, yeah, yeah. Moja mama mi ni nenada je bila. Mala puška kako igrača sem bila. Mala sladka baby, le mamina baby. Moja mala baby, yeah, yeah. Šepeta se daj med poljubimi moj fat. Mala puška kako igrača sem bila. Ti je tista baby, le mamina baby. Vsak večer na bregu reke čaka me moj fat. Ko zavesa spušča se za nama prvi mrak. Nežno mi še peče, da rad imame. Hodi moja baby, moja mala baby, moja mala baby, yeah, yeah. Šepeta zdaj med poljubimi moj fan. Ko da nisem več mala punčka, sem dekle in tista baby, le mamina baby. Vsak večer na bregu reke čaka me moj fant. Ko zavesa spušča se za nama prvi mrak. Nežno mi še peče, da rad imame. Hodi moja baby, moja mala baby, moja mala baby, yeah, yeah. Šepeta se daj med poljubimi moj fant. Ko da nisem več mala punčka, sem dekle in tista baby, le mamina baby, moja mala baby, moja mala baby, moja mala baby. Ko sem proučeval delo in življenje vaše sestre Berte, sem opazil, da je Berta od leta 1965 do leta 1968 redno sodelovala na festivalu Slovenska popevka. Od leta 1969 do leta 1972 pa ni več nastopala na popevki. Kot nekakšen manjko se mi zdi v tem času, pa me zanima, kaj se je dogajalo z njeno glasbeno kariero. Je v tem obdobju malo pauzirala, je še hodila na ta glasbena snemanja. Veste, slovenska popevka je vendarle bil nek mejnik. Veste, zelo je bilo pomembno, da ste vi takrat vsako leto nastopili na slovenski popevki, ampak kot sem rekel, od leta 1969 do leta 1972 Berte ne zasledimo. Pa se malo bojim, da pravzaprav ni bil to že počasen Bertin umik iz glasbene scene. Umikanje. Ja, umikanje. Ja. Ne vem, zakaj se mi to zdi tako, mogoče se zelo motim, ampak najbrž je ona, ki je nastopala v tistem času, ampak na popevkah pa ni pela takrat. Ne vem, to pa mi pravzaprav ni jasno niti znano. Ja. Je pa dejstvo, ja, da je
No, ampak, Nekaj se je moralo dogajati. Ne? Zagotovo, ampak radio, televizija sta sigurno vabila še vsaj nekakšne studijske posnetke, da je pravzaprav še kaj posnela. Ne? Ja, težko bi rekel. Na to temo nimam odgovora. Nimate odgovora. No, ampak kakorkoli gledamo na zadevo, Berta je na oder Slovenske popevke ponovno stopila leta 1973, kjer je zapela meni zelo drago pesem, drago popevko, Tivolski pastirček. In to je bila zadnja. Ja, ne, nič zadnja. A ne, ni. Še to povem, leta 1973 sem tudi jaz bil že takrat kot mladec na Slovenski popevki, pa tudi kasneje, ker pogledajte, leta 1974 pa je Berta na Slovenski popevki zapela res tudi zelo luštno popevko, jo imamo tudi na YouTubu. To je šarmantna pesem Šabada. Kako mi zveni, to luštno pesem je napisala velika slovenska pesnica in pisateljica Elza Budal, ona je tudi avtorica čudovite pesmi Brez besed. Ne? No, ja. In kolikor vem, je pa to bil ravno ta Šabada njen res zadnji nastop. Se pravi, po Slovenski popevki 1974 se je Berta umaknila s pevskih odrov in odšla v zasebnost. Zdaj pa sprašujem, moje vprašanje pa naslednje. Zakaj mislite, da je tako mlada in uspešna pevka, kot je Berta, bila lahko obesila petje na klin? Kaj lahko po tolikih letih poveste o tem? To me pa res zanima, vaše stališče, saj pravzaprav to gledamo zdaj z neko kritično distanco. Berta ni več med nami 19 let, drugo leto bo 20 let, ki jo ni več in tako bo že 20. obletnica njene smrti. Tudi ta tema mi ni čist jasna. Enostavno, jaz sem se takrat že v Celju, seveda. Seveda, vi ste živeli v Ljubljani, ja. In še živite v Ljubljani, ja. Ampak hodili ste pa še v Kranj in ste se tako kot zdaj, srečevali. Ja. Ja. Ampak ni bilo o tem, tudi slučajno ni bilo govora. Se pravi, nikoli niste govorili o glasbi? Samo to je rekla, če bom končala, če ne bom več, je konc, ne bom več. Ga ne bo hudiča, ki bi me prepričal nasprotne. Nikoli vam pa ni zaupala, zakaj se je pravzaprav poslovila? Lahko sklepam neke stvari tako. No. Vem oziroma natolcujem, kakorkoli. Ja. Ne, o tem se nismo pogovarjali. V bistvu je bila to kot tabu tema. Malo manj, ja. Ja, seveda. Z vso pravico ni. Absolutno. Ne, ampak jaz sem tako mislil, mogoče pa v krogu družine pa ki je zaupala. Se pravi, odločila se je, da je nehala in je bila okoli tega izjemno zadržana. Ampak a ste se vidva med sabo kaj pogovarjali? Vi ste vendarle hodili slovenskim okvirom, vi ste dolga leta še prepevali, pa ste najbrž kaj doma, ko ste prišli v Kranj, v Sražišče pri Kranju, pa kaj povedali o glasbi in tako naprej. Seveda, ampak to je bilo to. Je pa poslušala. Je pa poslušala, ja. Njena karijera oziroma njeno sodelovanje pri tem je bilo pa čisto drugo in to je bilo odrezano. Kaj pa je recimo, ki je poslušala, se veste, koliko se je včasih predvajalo slovenske popevke, bova rekla klasične popevke. Bog vedi, kako je to izgledalo, ko je sama sebe slišala. Če je to delala, je to delala, ko je bila sama. Da bi pa v prisotnosti... Z vami v krogu družine nikoli. Ni, enostavno tudi to je nehala. Ampak poglejte, gospod Ambrož, zdaj pa vas kot profesionalnega pevca z izjemno kilometrino, ki je pustil z ljubeznijo do glasbe, sprašujem, menite, to pa je relevantno vprašanje, menite, pa pustimo zdaj te sorodstvene vezi, menite, da se je Berta takrat odločila pravilno? To me pa res zanima. Kot res profesionalca. Težko vprašanje je težko. Ja. Zdaj, če bi njo razumel, pa je ne,
bi rekel, da se je pravilno odločila. Sicer pa, po moje, pa ne. Ona bi imela še leta, če bi hotela, uspešne kariere. Recimo, ampak ko je nehala pet, uradno pet, da tako rečem, tudi doma ni nikoli več kaj zapela. Ne. Res zanimivo. Nehala. To se pravi, to svojo odločitev, da se je poslovila z odrov in odšla v zasebnost, ni nikoli obžalovala. Povedala ni, skratka, se ne ve. Se ne ve. No, se ne ve. Ne. Tako pač je. Ne bo to nekakšen zaključek, jaz to spoštujem, razumem njeno odločitev in tako. Čeprav publika jo je pa izjemno, se mi zdi, zelo pogrešala tudi v razgovorih z drugimi pevci in tako naprej. In tudi vem, da mnogi moji kolegi, glasbeni uredniki, še v 70-ih, pa tudi v 80-ih letih, da so izjemno poskušali jo tako pregovoriti, pa nikoli ni prišla niti v studio, da bi zapela, ampak da bi tudi pogovarjala, da bi se o glasbi... Tudi blizu ni prišla, tako se reče. Ne. Ona je bila na tej distanci in tako, ona se je tako odločila in spoštujmo to njeno odločitev, da tako rečem. Da. Za slovo, spoštovano občinstvo, prisluhnimo zdaj še dvema Bertinima popevkama. Najprej bomo slišali popevko Tivolski pastirček, slovenske popevke 1973. Druga pesem, ki jo bomo slišali, pa bo popevka Šabada. Ta pesem je še posebej dragocena. Berta se je s to pesmijo na slovenski popevki 1974 dokončno poslovila od petja in javnega nastopanja in se umaknila v zasebnost. Režijo prosim za glasbena posnetka. Proč od mestnih ulic, tja med trave grem, tišini drevesa zrem. Zdaj grem, proč od mestnih ulic, tja med rože grem, samotni oči zaprem. Nežen glas tiščali nekje zveni, odložen glas od zamenjosti. Pesem žalostna, pesem iz srca, kdo to igra? Tivolski pastirček zdaj veselo igraj. Tivolski pastirček moj, zdaj več nisi sam. Nežen glas piščali nekje zveni, odložen glas od zamenjosti. Pesem žalostna, pesem iz srca, kdo to igra? Tivolski pastirček zdaj veselo igraj. Tivolski pastirček moj, zdaj več nisi sam. Šabada, 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 nekdo je dejal, javen dan, kaj mislil je s tem, ne vem, morda dober dan. Šabada, 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 v ušesih zveni, kot napel. Pomladnega dne pozdrav, njegov dober dan. Srečala sva se ob kavi tedaj, bil je majhni ljubezni čas, po njegovih očeh se je ogenj prižgal, ki polil mi je srce, nežno gledal me
Šabadam, 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 morda je tole vic neslan, morda je to ljubim te, morda dober dan. Srečala sva se, okavite daj, bil je najin z njim ljubezni čas, po njegovih očeh se je ogenj prižgal, ki punil mi je srce. Zgodba to je vsa, brez solza. Spoštovani gospod Ambrož, prisrčna hvala, da ste z nami delili spomine na vašo sestro Berto Ambrož, vrhunsko slovensko popevkarico. Prijazno vas pozdravljam in vam želim srečno pot nazaj v Ljubljano. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Srečno. Srečno tudi jaz. Spoštovano televizijsko občinstvo, končana je televizijska oddaja Nostalgija s pevko Berto Ambrož. Njeno glasbeno pot je predstavil Bertin brat Peter Ambrož. V imenu televizije Arena se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Mi pa se ponovno snidamo danes teden ob enakem času. Srečno!